Mojca. Jaz mislim, da lahko začnemo. Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, lepo pozdravljeni in dobrodošli na novinarski konferenci, na kateri bo lista novinarja Bojana Požarja danes predstavila svojega kandidata za župana mestne občine Maribor. Mi smo danes namenoma izbrali to zunanje okolje, da se ne zapiramo še v prostore, kajti lepa jesen je, sončna in jaz verjamem, da bomo še veliko v zaprtih prostorih. Hvala lepa seveda, da ste se udeležili te novinarske konference v takšnem številu. Dobrodošli. Moje ime je Anita Mlakar, danes sem tukaj v vlogi moderatorke novinarske konference in besedo takoj predajam predsedniku liste, gospodu Bojanu Požarju, prosim. Anita, hvala. Drage kolegice, spoštovani kolegi, dober dan. Tudi v mojem imenu veseli me, da ste se zbrali tako velikem številu. To bi pomislil, da predstavljamo kandidata župana mesta Ljubljane, ampak smo v Mariboru in fajn je, da novinarje tudi to zanima. Danes lista začne serijo predstavitev naših kandidatur. Naša lista bo sodelovala zdaj na lokalnih volitvah z svojimi kandidati za župane oziroma mestne svetnike v Mariboru, v Hočah, tam predstavljamo to podobno zadevo v petek in pa kasneje tudi v Ljubljani. Toliko zdaj za enkrat. Mi smo se odločili v skladu z našo politiko, smo državljanska lista, da Mariboru ponudimo možnost drugačne izbire in naš kandidat je res drugačen kot vsi ostali kandidati, ki so v Mariboru. Včeraj, se verjetno ste tudi gledali nekateri od vas, sem na 24 ur zvečer, ob 11 je bilo, gledal prvo soočenje med Francem Kanglerjem in pa županom Andrejem Fiščevcem. Moram reči, da sem pričakoval nekaj podobnega, ampak bil sem kljub temu pretresen. Jaz mislim, da si Maribor dveh takšnih kandidatov, ko sta bila ta dva, res več ne zasluži. Ne zasluži si, zato ker to, kar smo videli, to je bil en kup nekih neizpolnjenih obljub, nekih medsebojnih žalitev, nekih prepirov, nekih osebnih maščevanj in mislim, da si Maribor zasluži povsem drugačno izbiro in takšen je naš kandidat. Ampak ne mislim samo na Fiščevca, ne mislim samo na Kanglerja, tudi vsi ostali kandidati, ki jih boste spoznali v prihodnjih dneh, so podobni. Tukaj imamo Lidijo Divjak Mirnik, ki je že 12 let v mariborski politiki, zdaj pa govori, da je nov obraz, zamenjala je pa več političnih sponzorjev, kot je zamenjala svoj spodnji klač, da mu rečem, ne bi želel, noče biti želel, pa tako je. In naš kandidat je nekaj povsem drugega. Gre za gospoda Igorja Domanjka, diplomiran doktor veterine, Mariborčan, nikoli ni bil v politiki, nikoli ni bil član dobene politične stranke, razen naše liste. In on je v principu nek drug Maribor, on ni ne Fiščevec, ne Kangler, ni nekoliko tretji, on je tisto, kar v bistvu Maribor ta hip rabi. Jaz lahko jaz ga poznam, zadnjič bi rekel, da sva igrala tenis, približno 50 let igrala skupaj tenis. Vsaj dvakrat vem, da sva se tudi pošteno napila, enkrat na moji fantovščini, pa enkrat na poroki moje hčerke. In zdaj je tudi čas, da narediva skupaj nekaj za Maribor. Zdaj predajam besedo Igorju Domanjku, da več pove o sebi in o našem programu. Hvala lepa, gospod Bojan Požar, za te uvodne besede. In zdaj je torej čas, da predamo besedo tistemu, zaradi katerega smo danes tukaj, torej kandidatu za župana mestne občine Maribor. Gospod Igor Domanjko, malo bliže vas bom povabila. Lepo pozdravljeni. Še malo bliže, da se bo slišalo, tako je. Hvala lepa, Anita. Lepo pozdravljeni, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, predstavniki medijev. Lepo pozdravljam tudi svoje najdražje, družino. Lep pozdrav tudi prijateljem, znancem, podpornikom. Pozdravljam tudi tiste, ki ste se danes tukaj slučajno ustavili in se sprašujete, kaj se danes tukaj dogaja. Vesel sem, da nas vsi skupaj danes pozdravlja ta lep jesenski dan, 3. oktober. Dan, ki je za mene nekaj posebnega, o katerem sem trdno prepričan, z ponosom govoril tudi svojim vnukom. Na današnji dan, 3. oktober, tudi uradno, javno objavljam, da stopam v boj, kandidiram kot župan, kot kandidat za župana v mestni občini Maribor na listi novinarja Bojana Požarja.
Hvala lepa, gospod Domanko. Sicer pa, kot ste rekli, nov obraz na tej sceni, morda nekoliko poznan že z državnozborskih volitev, poznan svojim prijateljem in seveda sodelavcem, ampak vseeno nas zanima, kdo pravzaprav je Igor Domanko. Res je, danes obračam popolnoma nov list papirja v svojem življenju, ki je nepopisan. Sem nov obraz, pozdravljen, sem nov obraz na tej sceni politični, na tem političnem parketu. Do zdaj se nisem ukvarjal z politiko, v politiko sem stopil skupaj, takrat, ko smo z Bojanom in še z drugimi somišljeniki ustanovili listo novinarja Bojana Požarja in prvič sem sodeloval na letošnjih državnozborskih volitvah. Ker sem nov obraz na tej sceni, je prav, da nekaj povem o sebi. Sem doktor veterinarske medicine, delam v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, Mariborčanom bolj znan kot zavod na Prvomajski 1. Vodim enoto, uspešno, poslovno in strokovno, ki pokriva področje javne higiene od Dravograda pa do Ormoža in sem strokovnjak za uničevanje golazni. Drugače sem pa družinski človek. Sem oče dveh odraslih sinov, ki sta danes tukaj z menoj, Grega in Jernej. Z menoj je danes tudi moja življenjska sopotnica Mojca, ki jo imam neizmerno rad. In imam še eno veliko srečo, še vedno sem otrok. Imam očeta, ki kljub svojih klenih 91 letih mi vedno stoji ob strani in me tudi danes podpira v tej moji življenjski odločitvi. Sicer pa, gospod Domanko, da ne pozabiva, tudi športnik, ne? Ja, res je, sem športnik po srcu in po duši. Sem otrok, pravzaprav moj drugi dom je teniški klub Branik, kjer sem v svojih mladostnih dneh uspešno tudi tekmoval. No, bom rekel, kar zavidljive rezultate, sem večkratni slovenski prvak v takratni Jugoslaviji, bil sem zelo konkurenčen tudi v jugoslovanskem merilu, žal me je poškodba preprečila, da bi to nadaljeval športno kariero še naprej in sem šel študirati. Drugače, izredno rad igram nogomet, v mladosti sem igral za ekipo Talcev. Stari Mariborčani poznajo, da je to bila nepremagljiva ekipa v mariborskem in širšem okolju, tudi na Hrvaškem smo zmagovali. In ko sem pristopil ta leta aktivnega igranja v leta veteranov, sem z užitkom začel igrati veliki nogomet za NK Radvanje, veteransko ekipo. In s ponosom lahko rečem, da sem bil kapetan ekipe, ki je redno zmagovala, ampak to zato, ker smo imeli v ekipi takšne igralce, kot so Karič, Bozgo, Kotnik, Šimunža, pa seveda tudi Domanko. Rad tudi smučam, zadnji čas je sicer manj na Pohorju, ker mi niso všeč ti dogodki, ki se dogajajo na mariborskem Pohorju. Sicer pa, gospod Domanko, naslednje vprašanje, ki seveda sledi in je logično, glede na to, da je življenje, ki ga živite, pravzaprav zelo udobno, bomo rekli v eni coni udobja, se podajate na, bomo rekla, v boj za župana mestne občine Maribor, to je prav gotovo nek nov korak. Kaj vas je gnalo k temu, k tej odločitvi? Danes se uradno predstavljam kot kandidat za župana v mestni občini Maribor. Ampak to svojo odločitev sem seveda najprej povedal svojim najbližjim, svojim ozkemu krogu prijateljev in tudi svojim najbližjim sodelavcem. In moram reči, da so mi prav vsi dali roko, rekli, bravo Igor, da si se za to odločil, ampak vsak pa me tudi vprašal, kako to, da si stopil na ta korak. Če strnem vse te svoje misli, ideje, prepričanja, jih lahko strnem v dve besedi, v vest in v srce. Spadam namreč v generacijo, ki je v Mariboru v zadnjih 10, 15, 20 letih pustila en pečat ene sivine, enega malodušja, apatije,
kritikanstva, ni več ene pozitivne kritične misli, ki bi pripeljala nove ideje, ki bi pripeljala ta napredek. Odločilno vlogo pri tem pa sta odigrala moja dva sinova. Oba sta študirala in doštudirala v tujini, Jernej v Nemčiji in v Avstraliji, Grega v Ameriki. Oba sta bila vrhunska športnika, Jernej državni reprezentant v gimnastiki, Grega prvi olimpijski zmagovalec v Singapurju na mladinskih olimpijskih igrah in oba vesta, kaj je to borba, kaj je to poraz, kaj je to zmaga. In ko sta ona dva meni začela govoriti o teh razmerah v Mariboru, oba sta imela možnost ostati v tujini, ampak sta se vrnila nazaj in tu začela svojo življenjsko pot. Moram reči, da so me njune misli kot mlada predstavnika generacije v Mariboru tako pretresle, da sem enostavno rekel, moram stopiti iz druge vrste v prvo vrsto in nekaj narediti, da bosta lahko tudi ona dva kasneje ponosno govorila, to pa je naredil moj oče, to je naredila generacija mojega očeta. Po drugi strani sem pa trdno prepričan, da obstoječa politična elita v Mariboru dobro pozna to apatijo, to sivino v Mariboru in želi to izkoristiti v svoj prid za lastne interese, za interese ozkega kroga ljudi, privilegiranih, ne pa v korist Maribora in Mariborčank. In jaz sem rekel, tega jim enostavno ne smem več dovoliti. In apeliram na vse Mariborčane, da stopijo iz druge vrste v prvo vrsto, jim tega ne dovolimo in gremo vsi na volitve in volimo druge ljudi v mestno oblast. Sicer pa me zanima, glede na to, kar ste omenili, ali imate kakšne konkretne predloge, boste povzeli kakšne konkretne korake, kaj je tisto, kaj si po vašem Maribor zasluži, kaj naj bi se spremenilo? Zdaj, program Liste novinarja Bojana Požarja bomo predstavili ob uradni vložitvi kandidatur za župana in mestni svet. Lahko pa vam na kratko preberem neke izhodiščne točke programa, za katerimi bomo trdno stali in vztrajali in jih tudi uresničili. Mariborskim vrtičkarjem bomo vrnili občinsko zemljo v brezplačno uporabo, to, kar jim je župan Fištravec vzel. Vse prazne lokale, ki so last mestne občine Maribor, bomo dali v najem za 2 leti za 1 evro na mesec za obdobje, kot sem rekel, 2 let, tistim podjetnikom, tistim kulturnim delavcem, tistim alternativam, ki bodo za lokale imeli pripravljene dobre programe, dobre poslovne izzive. Ne bomo dopustili deložacijo socialno ogroženih Mariborčanov. Če bom jaz župan in ko bom župan, nikomor ne bo treba zapustiti hiše ali stanovanja, če ne zmore plačati položnice. Ne bomo dopustili, da bi mladi Mariborčani, ki imajo dobre poslovne ideje, bili primorani, da odhajajo v druge občine ali celo Avstrijo, ker mariborska uprava zanje nima posluha, kot se je to že dogajalo. Imam osebno izkušnjo, poznam mlado ekipo z odlično idejo, imajo svojo pivovarno Lobik, ki v Mariboru niso našli prostora za svojo dejavnost in so jo preselili v Ruše in tam uspešno ustvarjajo. Nekaj bi rekel, kar se tiče migrantov. Naj povem samo dvoje. Noben migrantski center v Mariboru se ne more odpreti brez soglasja lokalnih skupnosti. Glede državnega denarja, ki gre za migrante, pa lahko samo rečem, najprej je potrebno poskrbeti za Mariborčane, potem pa poskrbeti seveda za vse ostale. Vztrajali in prizadevali si bomo, da v Maribor pridobimo ministrstvo za kmetijstvo, sedež urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, sedež holdinga slovenskih elektrarn in vsaj 3
sedeže državnih agencij. In naredili bomo vse, da v Mariboru ostane sedež Pošte Slovenije in Zavarovalnice Save in vztrajali bomo pri tem, da ta dva subjekta vodijo Mariborčani. Toliko o tem našem programu zaenkrat. Jaz sem prepričana, da bo kar nekaj vprašanj, še tudi strani novinark in novinarjev kasneje. Morda samo še to, ker ste prej omenili, da sta vas dve stvari vodili, ena je vest, druga je srce. Na kak način vas je pri tej odločitvi gnalo srce? Ja, gledajte, jaz sem Mariborčan, ki ima to mesto izredno rad. Po srcu sem, tako kot sem rekel, Mariborčan, po vztrajnosti, po delovnosti sem Štajerc, po trmi, po starših pa sem Prlek. In mislim, da so te vrline dovolj, da bom kot župan delal v dobro in korist vseh Mariborčanov in Mariborčank, ki imamo to naše mesto tako radi. In na koncu bi samo dodal nekaj kratkega. Če lahko Viole rečejo, ko Maribori mi vsi skliknemo, šampion, jaz pravim, dajmo glavo gor, zato ti naš Maribor. Hvala lepa za enkrat. Hvala lepa, gospod Igor Domanko. Zdaj pa ste seveda na vrsti vi, sem prepričana, da se je porodilo kakšno vprašanje. Tako gospod Bojan Požar kot gospod Igor Domanko boste seveda odgovarjala. Hvala. Imate kakršnekoli izkušnje za javno upravo, kakršnekoli? Ne, nimam dobenih izkušnj za javno upravo, razen to kot Mariborčan, kaj vsak dan opažam in delujem. Mogoče je novinar preslišal, da je Igor Domanko več časa zaposlen v javni upravi. V javnem zavodu. Danes Aksela novinarka Pop TV-ja v svojem opisu, svojem posebnostnem opisu, tem, kaj delate, ste dejali, da so strokovnjak za uničevanje golazni. Precej pomenljivo, oziroma kaj ste delali, da se to poudari? Jaz sem dejansko strokovnjak, ne delam vsak dan na tem področju, ampak poglejte, naključja vodijo življenje. Če kakšno vprašanje morda? Da so bili dovolj izčrpni, dovolj egzaktni? Mogoče sem to lahko za gospoda Požarja, da ste ustanavljali list politično stranko v Mariboru februarja, je bilo rečeno, da boste kot kandidata predstavili izjemnega gospodarstvenika. Ter v bistvu, gospod ni ravno iz gospodarstva. Zakaj ta sprememba? Ne, gospod ima nekaj gospodarskih izkušenj, vodi, se sam pove, vodi en oddelek v zavodu, ki se tudi gospodarsko obnaša. Pa gledajte, to sem jaz rekel, pa sem se tudi premislil. Ampak premislil sem si pa, bom kar citiral Winstona Churchilla. Winston Churchill pravi, da tisti, ki si nikoli nič ne premisli, mora nikoli nič spremeniti. In naša odločitev, da smo se odločili za Igorja Domanka, je odlična. Jaz vam povem, on je kandidat, je prav kandidat, hvala Bogu, da nima tovrstnih izkušenj. In da te je novinar rekel v javni upravi, ker tisti, ki imajo izkušnje iz vodne občine Maribor zadnjih 12 let, Sovič, Kangler in Fištor, tam nimajo več kaj iskati. In dajmo skupaj podpreti človeka, ki je nekaj novega, dajmo mu možnost, dajmo mu 4 leta, pa da vidimo, kaj bo naredil, da bomo lahko rekli, evo, to je naredil Igor Domanko, nanj smo ponosni. Zaradi tega smo pa mi v gospodarstvo že 50 let sam, še danes imam svojo firmo in tem bomo še dodatno mu pomagali, da bo še bolj uspešen na področju gospodarstva. In popolnoma se strinjam s tem, pravi človek je. Jaz bi samo še eno stvar dodal, ker se je zdaj v glasu Walter je eden od bivših vodilnih funkcionarjev liste za Maribor, ki se je pač zdaj preimenovala v listo novinarja Bojana Požarja. Jaz sem samo to reči, da bo naša ekipa, če bo Igor postal župan, če bomo mi prišli v mestni svet, da bomo zelo zaostrili pogajanja z Ljubljano. Ne tako, kot jih je imel gospod Fištoc in ne na tak način, kot jih je imel gospod Kangler. Mi poznamo ljudi v Ljubljani in imamo za to možnosti. Gospod Walter ve, takrat, ko je bil Alojz Križman župan in ki je imela ta lista, kateri nasledniki smo zdaj mi večino v Mariboru, ker se gospod Janez Zadovšek, ko je bil takrat predsednik vlade, sploh ni hotel pogajati z Mariborom o tem, kaj ne se v Mariboru zgodi. In gospodje takrat so rekli, ok, bomo pa zaprli
mesto med Mariborom in Ljubljano in potem je Drnovšek prišel. Mi imamo te izkušnje in mi se bomo z Ljubljano zelo trdno pogajali. In to, kar je Igor rekel, zagotovili bomo, da bodo 2 ministrstva, sedež 2 ministrstv prišel v Maribor, sedež 3 agencij, kar pomeni nekaj več 100 delovnih mest. To niso Kitajci, to so slovenska delovna mesta in to bomo res naredili. Mi smo takrat zaprli magistralno cesto in je prišel v enem tednu gospod Drnovšek v Maribor. In če to vse ne uspe, potem bom jaz povedal, pa če kdo komu odgovarja ali ne, bom povedal, Slovenija je daleč preveč centralizirana. Daleč preveč centralizirana. In Slovenijo bo potrebno počasi decentralizirati in uvesti ponovno deželne ureditve, tako kot smo nekoč imeli. Torej, zakaj se ne bi bila dežela Koroška, Prekmurje, Štajerska in tako dalje. Zakaj dobro deluje Avstrija, Nemčija, Italija, mi pa še vedno govorimo o takozvanih pokrajinah in tako dalje, regija, kar je ena Slovenija za eno regijo premala. To je bistvo. In jaz mislim, da si Slovenci zaslužimo pošteno delitev tudi na finančnem področju. Maribor je zapostavljen. Ljubljana ima zaposlenih 130 000 ljudi z upravnim delavcev in tako dalje. Vozači iz raznih krajev Slovenije v Ljubljano in tako dalje. Mi se moramo opreti, tako kot se je generalmajster oprl takrat tista leta, ko je zaprosil pomoč, pa smo dobili pač hrbet. Ali boste iskali podporo še pri kakšni stranki, čeprav skoraj vse ponujajo svojega kandidata, pa vendar? Glede, mi gremo za svojim kandidatom, ne bomo podprli nobenega drugega, če pa smo imeli to možnost, nas prosili, gremo s svojim kandidatom, pripričani smo, da bo Igor Domanjko prišel v drugi krog, kaj se bo zgodilo potem, bomo pa videli. Kakšna stranka, če bo še kakšna stranka? Ja, to smo pa odprti, seveda, to smo pa odprti. Gospod Požar, mogoče vi tudi razmišljate o kandidaturi sicer Ploča? Ne, moje stalno bivališče je v Mariboru, tako da ne morem razmišljati o drugi. Bom pa tukaj kandidat za mestni svet, za mestnega sveta. Je pa Igor tudi nosilec liste za mestni svet. Če bo gospod Igor župan, bo gospod Požar podžupan. Morda še kakšno vprašanje? To je bila resna napoved? Resno, sve. Absolutno, mi resno mislimo. To ni bila resna napoved. No, resna napoved, no, ampak vse se zgodi. Če še kakšno vprašanje? Sicer sta oba seveda, oziroma so vsi na razpolago tudi za posamezne izjave, mi vam bomo pa sporočilo za medije poslali. Po pošti pravijo, da smo ekološki, ne? Kar je tudi prav. Po elektronski pošti. Po elektronski pošti, ja seveda, ja. Tako da hvala lepa za vašo pozornost in hvala, da ste bili z nami. Hvala lepa. Bravo. Bravo, Igor. Ja, kandidira. To pa je resna napoved, on kandidira za mestni svet. Kaj pa še kdo? Gospod Požar, vaša stranka, vaša lista novinarja Bojana Požarja je za župana mestne občine Maribor predlagala Igorja Domanjka. Povejte mi, kako da ste se odločili za tega kandidata? Ja, odločili smo se v skladu z politiko naše liste. Ne. To je, da Slovencem, v tem primeru Mariborčanom, ponudimo neko alternativo. Ne. Alternativo, ki je pač drugačna od vseh ostalih kandidatov, ki jih pač ponujajo ostale politične stranke. Se pravi, da ponudimo nekega, ki ni politik, ki ni sestavni del te mariborske politične elite, ampak je uspešen na svojem področju. Igor Domanjko je doktor veterine, dela že v javnem sektorju že dlje časa, tudi nekoliko, bom rekel, komercialne, njegovo delo je tudi združeno z neko komercialo, tako da ima izkušnje, ne, je menedžer, vodi ljudi in mislim, da je to prav kandidat. Hkrati pa je bivši športnik, kar pomeni, da ima v sebi tisto športno kulturo, da je navajen garati, navajen je švicati, kot temu rečemo, ne, navajen je na zmage in navajen na poraze in mislim, da je odličen kandidat za župana Maribora. Zdaj, če nekoliko špekulirava, verjamete, da bo vaš kandidat lahko prodrl v drugi krog? Vemo, v Mariboru se omenjata zdaj več ali manj samo 2 imena, gospod Kangler, gospod Fištravec. Verjamete, da lahko vaš kandidat poseže v ta boj? Glejte, jaz upam, da se tudi vaša televizija, zdaj ne gre ta medijski inženiring, ne, se pravi, da bo skušala, vidim, da velika večina teh mainstream medijev bo skušala kampanjo zreducirati na spopad med Fištravcem in Kanglerjem, tako kot je bil na parlamentarnih volitvah na spopad med Janšo in pa med Šarcem. Ne gre za to. Maribor potrebuje alternativo. Če bo to Fištravec, če bo Kangler, ali pa če bo nekdo tretji, kakšen Uroš Prikl ali pa Lidija Divjak-Mirnik, kakorkoli, potem bo Maribor ostal takšen, kot je, oziroma bo nazadoval. Maribor potrebuje nove ljudi, to je glavno, nove ljudi.
zgradi. Kako naj zdaj mi verjamemo Fištovca pa Kanglerju, ko govorite, da bosta zgradila knjižnico, če sta oba dva bila župana 6 let, pa nista zgradila. Dajmo priložnosti komu novemu. In če bo Maribor to spoznal, pa mislim, da bo spoznal, potem verjamem, da bo Igor Domajko prišel tudi v drugi krog. Zdaj, če greva še na neko ožjo ekipo vašega kandidata, boste znotraj nje tudi vi? Glede, jaz bom kandidat za mestni svet, ne vem še na kateri poziciji, ampak mi bomo ekipo, pa dokončen program predstavili enkrat do 18. oktobra, takrat, ko je pač potrebno vložiti kandidatne liste. Zdaj še to, boste iskali podporo tudi pri kakšnih drugih strankah za vašega kandidata? So vam kakšne stranke, liste že obljubile podporo? Glede, mi bomo tukaj zaenkrat nastopamo samostojno, smo pa odprti za podporo. Naša lista bo sicer recimo v občini Hoče in pa v občini Ljubljani nastopila z nekaterimi skupaj v podpori tamkajšnjim županskim kandidatom z nekaterimi drugimi strankami. Ocenjujem pa, da bo v teh naslednjih 2-3 tednih do 18. oktobra prišlo skoraj da zagotovo do pobud, da bi pa do recimo do kakšnih idej, predlogov, da bi še kakšna stranka podprla našega kandidata. Hvala lepa, gospod Požar. Gospod Domanko, Anže Logar, ko je najavil kandidaturo za župana Ljubljane, je rekel, da če želiš nekaj spremeniti v Ljubljani, moraš kandidirati. Kaj boste vi v Mariboru spremenili? Anže Logar je imel prav. Če ne stopiš iz prve vrste iz druge vrste v prvo vrsto, iz tistega vsakodnevnega kritikanstva, ne moreš nič narediti. Predvsem je potrebno v Mariboru spostaviti nove obraze v občinski oblasti, nov obraz kot župana in nove obraze v mestnem svetu. To so te osnove, kjer se lahko vzpostavi nova energija, kjer se vzpostavijo nove ideje, da se ustvarijo tudi nove stvari v Mariboru. Kaj pravite, kateri so tisti problemi v Mariboru, ki so najbolj pereči? Definitivno so najbolj pereči problemi apatičnega dela obstoječega župana in lastnih interesov zadovoljevanja ozkega kroga ljudi. Ne prepoznavajo se potrebe Mariborčanov, vsakodnevne potrebe Mariborčanov, potrebe Maribora kot drugega največjega mesta v Sloveniji in te stvari je treba seveda začeti uresničevati. In boste to uresničili? Ja, absolutno, vse zato pa kandidiram. To je moj namen, jaz sem že omenil, da enostavno obstoječi politični eliti ne smem več dovoliti, da oblast prevzame samo zato, da zadovoljuje lastne potrebe ali pa ozke potrebe privilegiranih ljudi, ampak je treba spostaviti, je treba poslušati ljudi in začeti delati za Mariborčane, za Maribor kot drugega največjega mesta v Sloveniji, kot prestolnice pokrajine, da se prepozna kot regionalno središče. Zdaj, če greva še malo na vaš program, katere točke so tiste, na katerih bo slonela tudi vaša kampanja in potem, če postanete župan, katere točke boste uresničili? Že v mojem govoru sem omenil, da bomo mi uradno naš program predstavili, ko bomo vložili kandidaturo za župana in za kandidature za mestni svet. Lahko pa povem par iztočnic iz našega programa. Velik problem v Mariboru je nastal, ko je obstoječi župan Fištravec temle vrtičkarjem dodelil plačilo nadomestila za uporabo občinskih zemljišč za obdelavo. Mi bomo tem vrtičkarjem vrnili to zemljo brez nadomestila. V Mariboru bomo uredili kolesarsko pot, ki je nujno potrebna, ki teče ob Dravi, od Dravograda do Ormoža in v Mariboru to močno zamuja. Uredili bomo Lent, uredili bomo mestno kopališče v Mariboks, zaprli bomo promet na Lentu. Mariborska občina ima veliko število lokalov. Te lokali so dostikrat prazni ali pa dosti lokalov je prazni. Mi jih bomo dali v najem za simbolično 1 evro za 2 leti, kjer se bodo predstavili mladi
poslovneži z svojimi dobrimi poslovnimi idejami, kulturni delavci z svojimi dobrimi idejami in preko tega bomo iskali povezavo tudi z starejšimi občani v Mariboru v tem medgeneracijskem sodelovanju. V Mariboru ne bomo deložirali dobenega socialno ogroženega ali posameznika ali družine. V Mariboru se ne sme zgoditi, da se deložira posameznika ali družino zaradi tega, ker ni sposoben plačevati položnic. Vztrajali bomo, da v Maribor dobimo Ministrstvo za kmetijstvo, da v Mariboru pride sedež Slovencev v zamejstvu in pa po svetu. In vztrajali bomo, da Maribor dobi še najmanj 3 državne agencije. Vztrajali bomo, da Maribor dobi tudi sedež holdinga slovenskih elektrarn, da v Mariboru ostane sedež Slovenske pošte, da v Mariboru ostane zavarovalnica Sava in da v teh 2 poslovnih organizacijah vodijo stvari Mariborčani. In še zadnje vprašanje. Kako se boste spopadli z gospodom Kanglerjem in gospodom Fištravcem, ki veljata za prva favorita za zmago v Mariboru? Jaz mislim, da ni potrebno govoriti v tem, da se bom spopadal. Mi bomo predstavili naš program, spoznali bodo mene in trdno upam, da bodo Mariborčani verjeli v moje sposobnosti in v naš program in da bodo seveda, predvsem si želim, da bi šli v čim večjem številu na volitve, da bi tudi oni stopili iz druge vrste, iz tega vsakodnevnega kritikanstva, kjer sem tudi jaz bil do zdaj, v prvo vrsto, ampak ne, da se izpostavlja, kot sem se jaz izpostavil, ampak da grejo enostavno na volitve in odločijo, kdo bo naslednji župan v Mariboru, ker smatram, da je to 4-letno obdobje zgodovinskega pomena za Maribor. Vsi vemo, da se približuje to druga perspektiva deljenja denarja, 21-27, kjer Maribor mora postati središče, kamor se bo stekal denar in kjer ga bo Maribor tudi delil za vzhodno regijo, kohezijsko regijo. Gospod Domanko, najlepša hvala in veliko sreče. Hvala vam.